Še minuta do nadaljevanja. Tako, mislim, da smo zbrani in nazaj. Odmor je trajal 15 minut, točno tako, kot smo napovedali. In tisti, ki imate srečo, ste v tem času prišli do trgovine in nazaj, do bara in nazaj, do šole in nazaj. Opozorili ste me sicer, Irena, hvala, da je v prejšnji anketi manjkal odgovor, nič od naštetega. In je res, zato bomo to anketo ponovili, da vidimo, da bomo vendarle smo naredili, je bila to metodološka napaka. Torej, vabim vas vse še enkrat, da odgovorite na tole anketno vprašanje, kaj od naštetega lahko brez avtomobila obiščete v manj kot 15 minutah. Odgovori so isti, le enega smo dodali, torej nič od naštetega: zdravstveni dom, trgovina, živili, šola, služba, bar, rekreacija, knjižnica in vse našteto. Lepo vas prosim, da tudi zdaj odgovorite. Tudi sam sem ponovil glas. Torej, gre za proceduralno reč, ki jo ponavljamo za voljo pravilnih rezultatov oziroma prave metodologije. Počakal bom nekaj trenutkov, da vidim rezultate, kakšni so, ali se kaj bistveno spremeni. Ja, nekaj vas ni v bližini nič od naštetega, vsekakor je tudi to eden izmed stvari, ki jih nagovarjamo. Hvala, da ste ponovno oddali odgovor. Hkrati vas še enkrat vabim, da se vključujete v razpravo, bodisi z vprašanji v klepetu, kmalu pa tudi z vprašanji v živo, v mikrofon. Zdaj pa dajem besedo dr. Aljažu Plevniku, ki bo spomnil na dostopnost v dosedanjih izobraževanjih. Torej, še enkrat vabilo, da mu postavljate vprašanja v klepetu, ta bom prebral, kasneje pa sledi še razprava, kjer boste vprašanja postavljali sami. Aljaža že vidim in prepričan sem, da ga bom kmalu tudi slišal. Aljaž, izvoli. Živo, se sliša. Se. In videva predstavitev, ne veš. Tudi to funkcionira kot mora, tako da izvoli. Super. Deloma sem spremenil naslov te predstavitve, ampak osnova je enaka. Malo sem razširil fokus iz same dostopnosti na bolj vprašanje, kako pospešiti prehod v trajnostno mobilnost. Večinoma bom govoril o mestih, ampak seveda mest ne moramo izolirati od države, od regij, pa tudi od podeželskih območij. Skratka, ideja tega predavanja je, da nekako povzamem delo, ki smo v zadnjih 2 letih opravili, tako na inštitutu kot z partnerji različnih projektov, predvsem v tem projektu izobraževanja za trajnostno mobilnost. Zanimalo nas je, kako lahko nekatera mesta v zelo kratkem času dosegajo precej hitre in uspešne transformacije mobilnosti, ki jih najbolj izraža tako imenovan model split ali izbor prevoznega načina. Tukaj vidimo predstavitev razvoja v mestu Gent, ki nam ga je na enem od prvih webinarjev predstavil kolega Vincent iz Genta. In tule vidimo mesto, ki je podobne velikosti kot Ljubljana in ki je bilo tudi partner Ljubljane v enem od večjih Civitas projektov. Kaj je uspelo narediti v zadnjih 20 letih?
kako je uspelo znižati delež potovanj z avtomobili iz dobrih 60% na manj kot 40%, kako jim je uspelo kolesarjenje dvigniti 14 na več kot 30%, skratka na tretjino, in kakšne cilje imajo do 2030. Če te številke primerjamo z realnim stanjem pri nas, zdaj malo imamo težave z spremljanjem razvoja tega kazalnika po naših mestih, ampak za tista mesta, za katera imamo zanesljive podatke, vemo, da vse, kar smo uspeli, je na nek način zaustavitev trendov rasti osebnega motornega prometa, pa še to ne povsod. Redko kje imamo velike rasti hoje in kolesarjenja, javni prevoz nam pa upada praktično povsod. Skratka, ozadje tega je, kako jim uspevalo, kaj so njihova sporočila in kaj od teh praks sporočil, ki smo jih slišali na dosedanjih 9 izobraževanjih, pa tudi iz drugih virov, lahko ali pa si želimo prenesti k nam. To so ti viri informacij, na katerih temelji današnje predavanje. Delali smo intervjuje s strokovnjaki, ki bodo kmalu objavljeni na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost. Izvedli smo 9 izobraževanj z 8 temami, ki jih ne bom ponavljal v detajle. Pa tudi v drugem projektu Care for Climate, smo se ukvarjali s tem, kateri so učinkoviti ukrepi celostnih prometnih strategij in zakaj uspevajo. In prvo tako sporočilo mest, ki so uspele, pa ki se intenzivno s tem ukvarjajo, da je zmanjševanje motornega prometa neizogibno. Zdaj sliši se kot že malo oguljena fraza, ampak dejansko, kot sem rekel prej, naša mesta se še zmeraj zelo redko, mesta kot celota, pa naselja kot celota, ukvarjajo s tem, da bi načrtno zmanjševali motorni promet. Bolj se ukvarjamo s tem, da izboljšamo status ali pa standard alternativ motornemu prometu, da bi pa res radikalno zagrizli v to jabolko, da bi začeli zmanjševati motorni promet, pa imamo zelo omejene primere ali pa poskuse. Zdaj, če smo se nekoč ukvarjali z razlogi, zakaj je treba motorni promet zmanjševati, nekoč so bili ta razlog zastoj, potem marsikatero mesto je naredilo premik na osnovi težav z onesnaženjem zraka in povezanimi težavami z zdravjem. In v zadnjem obdobju tudi v veliki meri pozivom k izboljšanju zdravja preko aktivne mobilnosti, je zdaj najbrž osnovni in temeljni fokus večine mest, žal ne pri nas, ampak mest v razvitem svetu ali bolj razvitem svetu, so podnebne spremembe oziroma napori prispevanja k ogljični nevtralnosti. In to se dogaja od evropske ravni prek državnih prometnih politik. Glen je prej pokazal primer Škotske, tule imamo še primer Walesa. Skratka, zmanjševanje voznih kilometrov, ne glede na energent, skratka, vseh prevozov z osebnimi avtomobili želijo zmanjšati za 20% do 2040. Primerjavi na stanje pred pandemijo. Skratka, ni ključen energent, ključen je zmanjšati osebni motorni promet. Eden od načinov, ga vidimo v Walesu, je, oni predlagajo, da bi kar 30% delovne sile redno delalo od doma. To je pač neposreden rezultat izkušnje, ki imamo s pandemijo, ampak seveda obstaja vrsta drugih ukrepov, verjetno ključni pa je tisti, ki jih bomo videli v nadaljevanju moje predstavitve, zmanjševanje kapacitet motornega prometa, zaračunavanje, omejevanje in druge stvari, ki znižujejo raven uslug osebnega motornega prometa. Če smo zdaj videli državne primere, vidimo po svetu aktivne mestne politike na tem področju, recimo Kopenhagen, ki ga poznamo bolj po zelo intenzivni kolesarski politiki, ima v ozadju zelo ambiciozne načrte na področju zmanjševanja podnebnih pritiskov. Zdaj, kar se razmer pri nas tiče, tu smo lahko veliki pesimisti, ravno te dni prihajajo na plano različna poročila, članki
smo sredi volilne kampanje na državni ravni, kmalu bo volilna kampanja na lokalni ravni, ampak če naredimo povzetek, in ta povzetek je dobro predstavljen v tem intervjuju v sobotnem Objektivu z Andrejem Gnezdo iz Umonotere, okoljske teme so zelo nizko na prioriteti ali pa na seznamu tem, ki jih izpostavljajo naši politiki. Posredno je to rezultat, da so nizko na prioritetni listi nas državljanov in to nas lahko zelo skrbi. Jaz mislim, da se bo podobna tema ponovila na lokalnih volitvah, kajti jaz ne poznam mesta ali pa naselja v Sloveniji, ki bi se intenzivno ali pa bi izpostavljal kot svojo prvo prioriteto prilagajanje podnebnim težavam in to vzel kot osnovni kriterij odločanja in izvajanja svojih politik. Zdaj, mogoče prvo ali pa drugo sporočilo, ki izhaja iz tega zmanjševanja in našega neuspeha pri tem zmanjševanju osebnega ali pa nasploh motornega prometa, je, da imamo težave z razumevanjem razlike med načrtovanjem za dostopnost in ne za mobilnost, oziroma med tema dvema pristopoma k načrtovanju. Mi smo do sedaj, ko smo izvajali izobraževanje na temo celostnih prometnih strategij, to razliko nekako zapakirali v te pozive k prehodu iz tradicionalnega v celostno načrtovanje prometa, od tega, da se nehamo osredotočati na avtomobile in na infrastrukturo, ampak bolj na človeka in podobno. Ampak dejansko v zadnjem času je vedno več primerov in zapisov in pozivov, ki kažejo, da dejansko imamo na tem področju različne poglede, različnih strok, ki vsaka pelje v različno smer. Predvsej poveden je tale prispevek enega od vidnejših predstavnikov naše prometne ali pa prometne inženirske, pa cestne inženirske stroke, Metoda De Battiste, ki je bil do upokojitve oziroma malo prej direktor DDC-ja, našega torej DRI-ja, torej glavnega državnega inženirja. On je v pismi bralcev v Sobotni predlogi konec leta 2021 opozoril na to, da se nam bliža zasičenje našega avtocestnega križa in opozoril na to, da se, tako on trdi, prometni nestrokovnjaki oziroma neprometni strokovnjaki trdijo, da bo širitev avtocest z dodatnimi pasovi povzročila še več prometa na njih. To ni samo njegovo stališče, to stališče smo slišali na nekaterih delavnicah tudi od predstavnikov akademije, torej univerz, ki se ukvarjajo s to tematiko in podobno. In nadaljevanje svojega zapisa zelo dobro razloži logiko načrtovanja predvsem cestnega prometa pri nas. Govorijo o tako imenovanih ravneh ali nivojih uslug, ki so glavno merilo načrtovanja. Ko neka cesta doseže svoje kapacitete, je treba te kapacitete torej odpraviti, povečati in odpraviti zastoje na njih, imajo jasne kriterije, pravilnik na to temo in to je nekako motor odločanja o razvoju naše prometne infrastrukture v veliki meri. Če zdaj to križamo z nekimi osnovnimi vodili, ki bi nas morala voditi pri odločanju glede prometa pri nas, videli smo, nedvomno se moramo soočiti s tem, da je treba bistveno zmanjšati obseg motornega prometa in tako dalje in tako dalje. Je to sigurno precej nazorno pismo, ki kaže, kako ena veja odločanja pri nas poteka in zakaj imamo vrsto težav, za katere včasih ne vemo, od kod prihajajo. Zato bi mogoče vseeno se vrnil k tem osnovam, ki jih je danes Glenn samo omenil, torej razlika, mobilnost, dostopnost in tipi načrtovanja, kot so decide and provide, vis-a-vis predict and provide. In bi si izposodil na kratko predstavitev, ki je profesorica Susan Handy iz Kalifornije pripravila na to temo, se mi zdi enostavna in dosti poučna. Ona loči med mobilnostjo in dostopnostjo na ta način, da definira dobro mobilnost
kot zmožnost premikanja in potovanja. Po drugi strani pa slabo mobilnost definira nezmožnost premikanja in potovanja. Skratka, kadar pride do zastojev, se nam nivo mobilnosti zmanjša, ali pa kadar imamo slabo infrastrukturo, nedostop do avtomobila in podobno. Nasprotno je za dobro dostopnost značilna možnost prihoda do cilja in to možnost prihoda do cilja definirajo bodisi bližina cilju poti, kot jih recimo, da smo jih videli v prejšnjem konceptu 15-minutnih mest, enako gre za izbor teh ciljev poti, skratka bližina in nabor. Po drugi strani pa to dobro dostopnost definira tudi izbor potovalnih načinov. Skratka, dobra dostopnost temelji na celi paleti potovalnih načinov, kar omogoča vsem ljudem in v različnih situacijah, da imajo izbor in možnost premikanja. Po drugi strani pa imamo slabo dostopnost v primerih, ko nimamo možnosti prihoda do cilja, to smo veliko danes prebrali v chatu ali pa v anketi, ki jo imate pripravil, bodisi gre za oddaljenost od ciljev ali nimamo palete teh dejavnosti ali pa uslug, ali pa nam to onemogoča slab izbor potovalnih načinov. Večkrat smo že omenili situacijo upokojencev v Ljutomeru, ki ne morejo zaradi ukinitve javnega prevoza več do zdravnika in do šopinga. To je tipičen primer slabe dostopnosti zaradi omejene izbire potovalnih načinov. Seveda sta mobilnost in dostopnost tesno povezani. Dobra mobilnost prispeva k dobri dostopnosti, ampak dostopnost je lahko tudi dobra za slabo mobilnostjo. Recimo, predstavljamo si neko središče velemesta, kjer imamo velik izbor ciljev, ampak imamo omejeno mobilnost zaradi omejene infrastrukture in njene zasičenosti. In obratno, dostopnost je lahko tudi slaba z dobro mobilnostjo, recimo v ruralnih območjih, kjer ni zastojev, kjer so parkirišča na vsakem cilju potovanj, ampak ti cilji so oddaljeni, njihova izbira je slaba in do njih imamo omejen izbor prevoznih načinov. In zdaj, če to povežemo v dva koncepta, eden je načrtovanje za mobilnost, kot Susan Handy opredeljuje ta pristop, njegov osnovni fokus je raven uslug in to predvsem raven uslug za osebne avtomobile. To je tipičen besednjak prometnih študij pri nas in tujini in prometnih modelov. Skratka, zasleduje se, ali infrastruktura omogoča dovolj veliko pretočnost, bodisi križišča, bodisi sama infrastruktura, in če je ne, ali pa če napovedi kažejo, da bo težava s to ravnjo uslug, je treba pač narediti korak v smeri izboljšanja te ravni. To je tipični pristop, ki ga zasleduje pristop predict and provide. Skratka, napovejmo, kakšna bo rast prometa in zagotovimo infrastrukturo za njega. Težava je, da se osredotoča predvsem na avtomobile in da je v njegovem ozadju olajšanje pa enostavnost vožnje. In če to grafično pogledamo, kako ta proces poteka, torej načrtovanje mobilnosti ima v svojem fokusu predvsem gradnjo cest, s tem poenostavlja rabo avtomobilov in to enostavnost povečuje, vendar ta enostavnost povečuje obseg rabe avtomobila in ko obseg rabe avtomobila preseže kapacitete, se pojavljajo zastoji in s tem zmanjšanje mobilnosti. To pa nazaj povratno vpliva na dodatne pritiske načrtovanja za mobilnosti, na pozive k dodatni gradnji cest in dobimo ta začaran krog nenehne rasti prometa, pritiska na širjenje infrastrukture in ta krog, ki ga je že Graham prikazal z sliko iz Los Angelesa in na situacijo, ki je v prometnem načrtovanju osnovna, ampak ko smo videli, še v nekaterih delih prometne stroke nezasidrana. Tipičen primer tega je recimo razprave, študije in pa odločitev glede prometnega omrežja v srednje slovenski regiji. Smo pred širitvijo tako vpadnic kot cestnega obroča in vse skupaj je posledica te logike, tega načina načrtovanja za mobilnost.
imamo nizek raven uslug, rezultat tega je, da moramo infrastrukturo širiti. Brez vseh širših posledic razmišljanja, kaj to prinese, ali rešujemo s tem problem in tako dalje. Ali pa mogoče malo bolj lokalen primer, ki ga dobro poznamo iz našega dela, ker smo bili vključeni v obe celostni prometni strategiji. Medtem ko smo se v Ljutomeru ukvarjali, kako mesto še bolj razširiti v območje prijaznega prometa, smo pred mesecem dni izvedeli, da Direkcija za ceste načrtuje v tem centralnem delu Ljutomera preureditev križišča na glavni cesti v veliko krožišče, ki bo se zajedlo v bližnji park in parkirišča, ki bo po velikosti enako veliko kot tisto na sliki zgoraj, v smeri proti Križevcem, in katere osnovna ideja v ozadju je spet ta razmišljanje o mobilnosti, o pretočnosti, fokus na avtomobile, kaj se bo zgodilo z situacijo za pešce, kolesarje, kaj z javnim prostorom. Tukaj vidimo, da je to popolnoma drugotnega pomena in praksa, ki jo sledimo še zmeraj, kljub vsem CPS-jem in objavam in razpravam, kako je treba spremeniti paradigmo, to je še zmeraj ozadje odločitev marsikaterega organa in strokovnjaka v Sloveniji. Če ponovim to logiko in kot odgovor tistemu pismu bralcev, še enkrat z drugim grafičnim prikazom tega začaranega kroga, ki se nam dogaja, imamo zastoje na avtocesti, pritisk javnosti, čeprav pri nas je dostikrat pritisk kar upravljalca avtocest, Darsa in dela stroke, dodajmo kapacitete, ko so kapacitete dodane, postane potovanje z avtomobili enostavneje, s tem, ko postane potovanje enostavneje, postaja tudi bolj atraktivno živeti stran od ciljev potovanj, ceneje je, razmislek je kratkoročen in ekonomski, s tem se poveča dolžina potovanj, več je avtomobilskih poti, več je zastojev in spet smo na začetku tega začaranega kroga, ki gre v tej smeri. In če še na drugi strani predstavim ta princip načrtovanja za dostopnost, v njem se namesto na avtomobile in na nivo uslug osredotočamo na kakovost bivanja, prednostno obravnavamo ljudi v njem in njihov dostop do dejavnosti in načine dostopa do dejavnosti, manj pa premikanje avtomobilov. To je tipičen ozadje principa decide and provide, ko vemo, kaj si želimo, katero smer želimo naša mesta peljati, potem brez teh številčnih napovedi začnemo uvajati ukrepe in zagotavljamo enostavnejše življenje brez avtomobila. Pri tem se je treba zavedati, da je dostopnost funkcija bližine ciljev in povezav do ciljev, kar predvsem v tem drugem delu govori ali pa podpira to idejo spodbujanja alternativ osebnemu avtomobilu, kar moramo se verjetno strinjati v naši državi in naših mestih še zmeraj v veliki meri primanjkuje. In ta grafični prikaz načrtovanja za dostopnost, ki zmanjšuje potrebe po avtomobilih, ne gre v smeri širjenja in gradnje novih cestne infrastrukture, s tem se zmanjšuje potreba po cestah in po avtomobilih, zmanjšuje se obseg rabe avtomobila in obseg zastoja, s tem se ta začaran krog nenehne rasti zmanjšuje. Mogoče še par primerov razlike med obema pristopoma decide and provide in predict and provide, ki jih je danes zagovarjal Glenn. Mogoče na primeru, ki smo ga poznali na enem od naših webinarjev na temo tako imenovanega circulation plana v mestu Löwen. Löwen je primerljiv z mestom Maribor. Vidimo, kaj so dosegli v precej kratkem času, samo z bolj ali manj upravljalskimi ukrepi za preusmeritvijo prometa z dosti nizkocenovnimi ovirami na način, da promet ne more več potekati skozi center mesta.
Spomnimo se, kakšno razpravo smo imeli na to temo, ko se je zapirala Slovenska, in to se je dogajalo več let. Žal tega članka nisem našel, ampak v medijih je bilo redno zapisano, da prometni modeli kažejo, da če se bo Slovenska cesta v Ljubljani zaprla, bo obstala cela regija in širše. Rezultat pristopa predict and provide. Izračuni prometnega modela, ki so temeljili na sledenju ravni uslug za osebni avtomobil, so jasno pokazali, da če mrežo nekaj pokažeš in želiš drugje zasledovati enak nivo uslug, da boš imel težave na mreži. Enaka zgodba, ki smo jo sledili pred krajšim časom v Mariboru, spet glavni trg Mariboru, njegova zapora, in prometni model kaže, sicer ne v tem članku, ampak v enem prej, da se bo zastoj razpotegnil proti Koroški, da bo promet preplavil druge dela mesta in podobno. Predict and provide pristop je pokazal, da nikakor ne zapiramo osrednjega dela Maribora. Decide and provide pristop je pripeljal do te rešitve, ko smo iz tega zelo avtomobilsko fokusiranega glavnega trga dobili kakovostno javno površino v centru mesta. Naslednje močno sporočilo, ki prihaja iz mest, ki uspevajo preobrniti trend, je vzpostavljanje območij prijaznega prometa. Ta vsebina je na nek način nadgradnja tega, kar je Luka prej razlagal. Mislim, da smo se odločili pri nas, da bi mogoče ta izraz bolj uveljavljali za idejo mesta kratkih poti, superblokov in podobno pri nas. Skratka, gre za enako idejo kot pri superblokih, območja na nek način najprej definiramo, potem pa onemogočimo motorni promet, ki nima izvora ali cilja v njih. Ta promet